Pozdravljeni! V tretjem delu našega kratkega pregleda zgodovine motorjev v Formuli 1 si bomo ogledali izjemno kratko obdobje. Od pojava tako imenovane 3-litrske formule do prihoda znanega motorja Cosworth DFV. Od sezone 1966 pa do konca sezone 1985 so bili v Formuli 1 dovoljeni motorji z atmosferskim polnjenjem prostornine 3 litrov ter prisilno polnjeni z prostornino litra pa pol. Seveda, to drugo opcijo so na začetku vsi zanemarili, predvsem zaradi tega, ker so bili verjetno vsi nepripravljeni na to spremembo. Čeprav je bila napoved spremembe teh pravil izjemno stara, od leta 1963. A seveda, verjetno je večina izmed nastopajočih v svetovnem prvenstvu Formule 1 pravzaprav čakala, da bo Coventry Climax napravil konkurenčen motor za Formulo 1 prostornine 3 litrov. A pri Climaxu so se odločili, da jih Formula 1 dobesedno preveč stane, da bi jih nov motor praktično spravil v stečaj in zato so se Formuli 1 odrekli. Rezultat: ekipe so ostale brez motorjev. Ne verjamete? Prva dirka v svetovnem prvenstvu Formule 1 leta 1966 je bila velika nagrada Monaka. In če damo na stran tiste pripravljene motorje prostornine 3 litrov, smo jih videli kar nekaj takih, kateri po današnjih standardih tja sploh ne bi sodili. In govorimo o Climaxu FPF, katerega so povrtali na 2,8 litra, in govorimo o dveh generacijah starejšem motorju. Govorimo tudi o Climaxih FWMV 2 litrov prostorine, seveda povrtenih iz tiste kubature litra pa pol. Govorimo o znanih motorjih BRM P60, strukture V8, katere so zopet povrtali na 2 litra in s katerim je zmagal Jackie Stewart v uradni tovarniški ekipi BRM. Da ne govorim, da tudi Ferrari ni bil pravzaprav prepričan, katera smer je prava, tako da je pripeljal za Bandinija bolid, kateri je imel motor V6 in prostornino 2,4 litra. A imamo tudi izjemo. Ekipo, katera je imela motor, kateremu so prostornino v bistvu zmanjšali. In to je bil McLaren, kateri je imel Ford 406, kateri je nastopil na dirki za 500 milj Indianapolisa, samo da v svoji prvotni obliki imel kubaturo 4,2 litra. Kot ste verjetno razumeli, mnoge ekipe so imele obe možnosti na štartnem razporedu, to se pravi tiste starejše preizkušene motorje z povečano prostornino in tiste nove, ne prav še dodelane izdelke, kateri so imeli kubaturo 3 litrov in prav z njimi se bomo ukvarjali danes. Namreč predstavil vam bom tistih 5, po mojem izboru, najbolj zanimivih, najbolj značilnih motorjev tega obdobja in skupaj bomo skušali razumeti, zakaj pravzaprav tudi danes določene zadeve, katere navdušencem niso najbolj všeč, na koncu se izkažejo kot tiste najbolj zmagovalne. Začnimo z znanim imenom. Maserati Tipo Nove, motor, katerega so uporabljali v znani ekipi Cooper. Struktura izjemno zanimiva, V12 z kotom med vali 60 stopinj. Imel je 2 ventila na vsakem cilindru, kasneje pri Tipo 10 je dobil še 3. In imel je približno ocenjeno moč tam 360 konjev pri 9000 obratih v minuti. Seveda v tem prispevku vse te vrednosti jemljite izjemno okvirno. Kaj je bilo napačnega pri tem motorju? V principu nič. Namreč izhajal je iz tistega projekta, katerega je Maserati že imel pripravljenega, a težava je bila v tem, da ta projekt je nastal leta 1957. Govorimo o desetletju pred tem, ko je nastopil sploh na svoji prvi dirki za svetovno prvenstvo Formule 1.
Sveda, z njim so dosegli določene zmage, a videli bomo v primerjavi z drugimi motorji, da sploh ni bil moderen, kar je samo po sebi razumljivo. Urbana legenda govori celo, da so dobili na nekem skladišču odslužene bloke, ki so jih nato priredili za uporabo v Formuli 1. Pravzaprav zaradi tega, ker niso imeli drugega na razpolago, a to je urbana legenda. Drugi motor, katerega moram omeniti, je Ferrari in govorimo zopet o V12 z kotom 60 stopinj ter o treh različnih modelih: 218, 242 in 255. Gre za v osnovi isto zadevo, katero smo lahko videli vgrajeno na različnih izvedenkah znanega bolida 312. In seveda tu bi rad poudaril nekaj pomembnega. Vkolikor kdo izmed vas pogleda na slovensko stran Wikipedije, bo lahko zasledil, da Ferrari 312 je imel ploščat motor, kar sploh ni res. Tisto je bil 312B, kateri pa pride na površje sploh leta 1970. O njem bomo govorili v naslednjih prispevkih. Toliko samo okrog tega, da je treba biti izjemno pozoren, ko se citira določene vire v Formuli 1. No, Ferrari 218 je nastopil že na prvi dirki tega obdobja, kot sem povedal, Monaco 1966. Imel ga je na razpolago John Surtees, medtem ko Lorenzo Bandini je imel malce bolj zanesljivi motor. Na začetku je imel 3 ventile, kasneje je dobil 4 ventile na cilinder in njegova ocenjena moč je bila tam od 360 do 380 konjskih moči pri približno 10.000 obratih. Malce bolje se je odrezal kot zastareli Maserati, a če pogledamo njegove rezultate, niti ni bil tako revolucionaren. Revolucionaren je bil njegov naslednik, tisti B12, tisti ploščati motor, katerega predvsem v italijanskih virih pogosto napačno imenujejo boxer, a o njem, kot sem povedal, drugič. Namreč sedaj smo razumeli, da tisti V12, katerega smo videli v sezoni 1966, ni bil najboljši ne Maserati in ne Ferrari. In sedaj se lahko vprašamo, tehnološko gledano, kateri pa je bil? Po mojem osebnem mnenju je bil Westlake V12, tistega, ki ga dobimo na znanem bolidu Eagle Dana Gurneyja. Že v začetku je imel 4 ventile na cilinder, imel je približno 400 konjskih moči oziroma več kot 400 in vrtel se je približno na 11.000 obratih na minuto. In sedaj se bo marsikdo izmed vas vprašal, zakaj o tem motorju vemo izjemno malo. Ker je dosegel samo eno zmago in to na veliki nagradi Belgije leta 1967. Razlog bil je izjemno nezanesljiv. Ampak to ne zaradi tega, ker bi bil slab projekt, temveč zaradi tega, ker je bil slabo izdelan. Pri Westlakeu, pravi zopet urbana legenda, so imeli tehnologijo, katera je segala tja v čase Prve svetovne vojne. In s tolerancami, katere so bile sprejemljive za obdobje tam leta 1920, so naredili motor, kateri se je vrtel naprimer 2000 obratov na minuto več kot že prej citirani Maserati in 1000 obratov več kot že prej citirani Ferrari. Če smo videli, da inženirsko dobro speljan projekt, kot je bil Westlakeov motor, je imel težave v tem, da tovarna ni imela prave tehnologije, kaj bi porekli na motor, kateri je znan večini navdušencev Formule 1, ampak kaže obratno sliko. Namreč govorili bomo o tistem znanem motorju BRM P75 oziroma večini navdušencev znanim kot H16. In H16 sploh ni njegova šifra, namreč H opisuje obliko, v kateri so postavljeni valji, podobno kot V pri V12 in 16 število valjev. Namreč pri BRM-u po svojem so hoteli biti varčni.
Vzeli so dva obstoječa motorja kubature 1500 kubičnih centimetrov, imeli so dober projekt motorja V8 1500 kubičnih centimetrov. Odprli so tisti kot na 180, tako da so dobili dva ploščata motorja, ter jo postavili enega nad drugega. Seveda, imeli smo dva motorja, katerih glavne gredi so nato zobniki povezali med sabo, kot vidite na tej skici, in tisti srednji zobnik je bil nato z krajšo poloosovino spojen z menjalnikom. Se vam zdi kompleksno? Pozorni moramo biti na to, da je šlo za dva ločena motorja, katera sta hočeš nočeš poganjala isto gred, kar je pomenilo, da ta dva motorja sta imela vsak svoj hladilni sistem, svoj sistem za dovajanje goriva, svoj sistem za vžig ter vse zadeve podvojene. V Formuli 1 sicer velja pravilo, da več kot imaš komponent, več zadev lahko gre narobe. In motor BRM P75 je imel med zgornjim in spodnjim blokom edino skupno točko v tistem hladilniku za olje. Vse ostalo je bilo podvojeno. In kljub temu, da je bil izjemno dobro narejen, za razliko od tistega, kar smo videli pri Westlakeu, je bil izjemno nezanesljiv. Če pogledamo, da je začel 40 dirk in da je imel 30 odstopov, verjeli ali ne, od 30 odstopov jih je bilo 27 zaradi nezanesljivosti motorja. Poleg tega je imel še kar nekaj šibkih točk. Ena izmed njih teža. Ker je šlo v bistvu za dva motorja, mislim, da je vsakomur jasno, da 80 kg več teže je nekaj čisto razumljivega. A po drugi strani, na približno 10.500 obratih na minuto je razvil 420 konjskih moči, bistveno več kot vsi prej citirani predhodniki. In treba je povedati, da ta motor je zmagal eno dirko, sicer na Lotusu 43. Kjer je pravzaprav pomemben imenik. Gre za prvi bolid, kateri je imel motor kot nosilni element, kar bomo videli na to pri njegovem nasledniku, znanem Lotusu 49, a o tem v naslednjih delih. Marsikdo izmed vas se bo sedaj spraševal, zakaj smo toliko časa porabili v razlagi motorjev, kateri pravzaprav niso zmagali svetovnih prvenstev med vozniki in konstruktorji. Seveda so zanimivi, seveda imajo lep glas, a daleč od tega, da bi bili znani iz kakih zgodb oziroma zgodovinskih knjig. Zato, ker moramo imeti neko osnovo, s katero jih bomo lahko primerjali s tistim motorjem, ki je zmagal tako v sezoni 66 in 67, oba naslova med vozniki in konstruktorji. In govorim o motorju Repco RB620. Najprej moramo razumeti sploh, kaj pomeni kratica Repco. In hotel bi pripomniti, da to podjetje obstaja še danes. Repco pomeni Replacement Part Company in v Avstraliji se, poenostavljeno povedano, ukvarja z prodajo rezervnih delov. Dobro ste razumeli. Z njimi je Jack Brabham imel pogodbo, da so njegove motorje Climax servisirali, ko se je odvijala tasmanska formula. Tako je prihranil čas in denar, kajti servis so mu napravili tam namesto da bi jih pošiljal nazaj v Veliko Britanijo. In ko je prišel čas za 3-litrske atmosferske motorje in jih ni bilo na spregled, se je Jack Brabham zmenil z Repcom, da mu sestavi motor 3 litrov, seveda atmosferski. Pri Repcu so rekli v redu, ampak zavedali so se dejstva, da osnova mora biti nekaj serijskega. In tu bomo začeli malce razbijati določene mite, katere lahko prebirate v raznih člankih.
Namreč pri repku so vzeli aluminijast blok, kateri je že obstajal, in obrnili so se na tisto, kar so proizvajali v Združenih državah Amerike. Izbrali so blok Oldsmobila z šifro F85. Gre za V8 z kotom med vali 90 stopinj. In tu je nastala določena urbana legenda, namreč izjemno podoben je ta blok tistemu Buicku 215. In Buick 215 je čez leta postal tisti znani Rover V8. A med njima je kar nekaj podobnosti, a ena bistvena razlika. Oldsmobile, katerega je uporabljal Repko, ima 6 vijakov za vsak cilinder na glavi, Buick le 5. In seveda Repko RB 620 je bil inženirsko izjemno dobro napravljen, ampak ogromno delov je bilo takih, katerih jih je lahko Repko dobil pri tem ali onem izvajalcu. Torej, vzeli so iz svojega kataloga rezervnih delov tisto, kar so lahko. In to je poenostavljena verzija zgodbe, da ne bo kakih pomot. Izdelali so motor, kateri je bil v primerjavi s tistim, kar sem vam opisal malce prej, pod vsemi pričakovanji. Imel je na primer 2 ventila na cilinder. Njegova moč je bila od 300 do 310 konjskih moči, tam okrog 8000 obratov na minuto. In vsak izmed nas bo sedaj začudeno gledal, kako je takemu motorju sploh uspelo postati svetovni prvak Formule 1. Prvič, ker je bil V8 in izjemno majhen ter lahek, so ga lahko vgradili na tiste šasije, katere so še predtem uporabljali za tisto formulo litra pa pol. Torej, sile, katere je spravil na šasijo, so bilo bistveno manjše. Ker je imel nižji režim rotacije, ker je bil lažji in ker je imel konec koncev tudi manj konjev, tudi porabil manj goriva. Da se bomo bolje razumeli, motor Repko RB 620 je porabil približno 40 litrov goriva na 100 km. Ostali so porabili tam med 70 in 80 litri na 100 km. Kar je pomenilo, da je že na začetku dirke štartal bistveno lažje. Zato je bil hitrejši, bolj zanesljiv, je imel manj okvar vezanih tako na pogonski sklop kot na druge komponente, naprimer vzmetenje in zavore, ter na koncu zmagal dirke in zaporedno 2 naslova svetovnega prvaka. Ni bil vrhunec v tehnologiji, ampak je bil učinkovit, kar lahko nekako prenesemo na današnjo situacijo. Mnogi navdušenci kličejo potem, da bi se vrnili tisti znani motorji strukture V10, V12, da bi imeli visoke režime obratov, da bi imeli dolivanje goriva sredi dirke. A lep primer iz leta 66 in 67 nam pove, da tudi tisti tehnološko lahko manj zanimivi, in seveda govorim na prvi pogled manj zanimivi motorji, so lahko v resnici bistveno hitrejši. A seveda, zgodba se je končala, ko je na sceno prišel znani Cosworth, a o njem v naslednjem delu. Za enkrat pa hvala za vašo pozornost in nasvidenje.